Živijo, moje ime je Boštjan in sem v KPMG-ju partner za področje finančnega svetovanja. Vam bom probal na hitrico predstaviti KPMG, kaj mi vse ponujamo našim strankam. V Sloveniji imamo več družb, s tem, da je KPMG Slovenija fokusirana izključno na revizijo in izvaja samo revizijske storitve. KPMG poslovno svetovanje pa se ukvarja z svetovalnimi storitvami. V okviru poslovnega svetovanja pa imamo pa več oddelkov. Tako imenovani Deal Advisory, ki ga vodim jaz, potem imamo oddelek Management Consultinga, potem imamo oddelek IT svetovanja, imamo oddelek notranje revizije, poleg tega imamo pa tudi zelo močen davčni oddelek. Zelo veliko sodelujemo tudi z našimi sestrskimi pisarnami, predvsem na področju Deal Advisorja in tudi na naših davkov, kjer naše sestrske pisarne iz tujine rabijo podporo lokalne pisarne glede naših lokalnih davkov. Kar se pa tiče Deal Advisorja, ki ga jaz pokrivam, pa veliko sodelujemo na projektih prodaj podjetja, ker tukaj dejansko KPMG, ki je organiziran kot mreža, naša mreža je zelo koristna, ker lahko dejansko kjerkoli na svetu dostopamo do vsakega investitorja in pri takih projektih prodaje nam pride ta mreža zelo koristno, ker dejansko lahko ponudbo, tisto družbo, ki jo prodajamo, lahko ponudimo kjerkoli investitorju po svetu. Lep pozdrav vsem, moje ime je Luka in v KPMG-ju delam na oddelku Deal Advisorja. V KPMG-ju sem od leta 2019 in sicer sem začel kot študent, takrat v prvem letniku magisterija. Potem pa, ki sem imel vedno manj obveznosti na faksu, sem se dosti hitro zaposlil zaredno. Zdaj, kaj bi jaz izpostavil kot unikatne stvari KPMG-ja, kar nas delajo drugačne od ostalih, je kolektiv, in sicer smo zelo mlad, ambiciozen, pa po drugi strani sproščen kolektiv, kjer vam bo zagotovo veselje delati. Skozi naše delo se zelo veliko naučiš. In sicer si lahko na našem oddelku en mesec strokovnjak za energetiko, pa že naslednji teden analiziraš banko. Tako da krivulja učenja, posebej v prvih letih, je neverjetna. In pa tudi sama dinamika dela je zelo raznovrstna. Tako da, če vas zanimajo poslovne finance, če vas zanimajo vrednotenja, prevzemi, pa tudi računovodstvo, vam polagam na srce, da je to super začetek kot prvi job v karieri. Čau, moje ime je Žan in od oktobra naprej sem zaposlen na KPMG kot revizor. Na delo sem se prijavil kot sveže diplomirani študent oziroma diplomant. In kot vsi ostali sem tudi jaz pisal mnogo teh različnih prijav za služb. In posledično sem dobil intervju na KPMG in kasneje tudi job. Študiral sem na ekonomski fakulteti, končal dodiplomski študij mednarodnega poslovanja. Potem, ko sem dobil to službo, so nas v začetnih tednih mene in tudi ostale bodoče sodelavce uvajali v kulturo podjetja, v delovno okolje, ki je zelo sproščeno. Revizija je bila za nas predvsem neki nov pojem, neko novo področje, ki ga na fakulteti nismo sploh imeli. Tako da smo začeli z osnovami. Te osnove smo potem nadgrajevali z različnimi izobraževanji in smo dobili neko znanje, ki je potrebno za opravljanje vestne revizije. To je to. Delo je zanimivo, saj kontroliramo in nadzorujemo poslovanje in računovodske izkaze različnih družb, ki delujejo na domačih in tudi tujih trgih. Za KPMG Slovenija sem se odločil predvsem zaradi mednarodne prepoznavnosti, dobrih delovnih pogojev.
Ja, zdaj, sigurno ena od prednosti KPMG je, ne, veste, da smo ena od Big Four družb, ne, kar pomeni, da delamo z velikimi strankami. Ne. Vse naše stranke so največja slovenska podjetja, od Petrola, Krke, Telekoma, Zavarovalnice Triglav, praktično vsa slovenska blue chip podjetja. Ne. Zdaj, smo malo drugače organizirani kot ostale Big Four družbe, ne, ker smo mi večji fokus dajemo lokalnemu trgu, ne, in tako da naši sodelavci bolj ali manj delujejo na projektih v Sloveniji, razen kadar imamo primere, da kakšna naša družba dela transakcijo v tujini, potem se tudi naši kolegi oziroma naši sodelavci povežejo z našimi kolegi v tujini in potem naredimo tak projekt skupaj z sestrsko pisarno. Ja, sigurno je kultura nekaj tistega, kar te pritegne, ne? Ker to je pač dejansko okolje, v katerem ti želiš delati, v katerem se želiš razvijati, ne? In na katerem na koncu tudi hočeš nekaj prispevati. Ne? Zdaj, prednost KPMG-ja, pa mogoče kako jaz gledam na te stvari, ne? Dejansko smo še vedno relativno veliko podjetje, po drugi strani pa še vedno majhno, ker smo organizirani po različnih oddelkih, ne? In te oddelki so zelo homogeni, kar pomeni, da ljudje med sabo oziroma naši sodelavci zelo veliko sodelujejo med sabo, si pomagajo in tudi ko enkrat pride nekdo na novo, ga relativno dobro vpeljamo, ne? Tudi naša strategija je nekako da ne zaposlujemo ljudi, ki so že nekako izgrajeni kot osebnosti ali pa ki so že izgrajeni v poslovnem svetu, ampak zaposlujemo young graduate in jih potem skozi naše treninge usposobimo, jih razvijemo, da lahko potem uspešno delujejo na naših projektih. Živijo, sem Urška in delam na davčnem svetovanju na KPMG. Tukaj mi je všeč predvsem zato, ker dobim ogromno nekega znanja, ker sicer delam na 3 različnih področjih iz davkov, in sicer na transfernih cenah, davku dohodka pravnih oseb in na davku na dodano vrednost. In ravno zato, ker delam na 3 različnih področjih, dobim ogromno neke širine v znanju, ki je sicer ne bi dobila, če bi delala recimo samo na enem področju. Všeč mi je tudi to, da delamo na ogromno različnih projektih z najrazličnejšimi strankami, ki so tako domače ali tuje. In na tak način dobiš res en lep pogled, kaj se dogaja na domačem trgu ali pa na tujem trgu v različnih industrijah. Všeč mi je tudi to, ker je delo v angleškem in tudi v slovenskem jeziku in ogromno je tudi neke komunikacije s KPMG-ji drugod po svetu. Všeč mi je tudi to, da nikoli ne zmanjka nobenih izzivov, vedno je nekaj novega, vedno je akcija. Kar pa me je mogoče na začetku najbolj skrbelo, je to, da nisem sploh imela nobenega predznanja iz področja davkov. Na faksu smo se pač naučili neke osnove in to me je v bistvu skrbelo, da bo neka ovira. Ampak na koncu se je izkazalo, da je vse mogoče, če si se le pripravljen naučiti, če pokažeš neko mero samoiniciativnosti, in vedno ti lahko nekdo priskoči na pomoč, tako da res ni nobene težave. Tukaj se imamo super smo sodelavci in KPMG res priporočam vsakemu, ki si želi novih izzivov, ki se je pripravljen učiti, ker tega pač tukaj res nikoli ne zmanjka. Do sedaj bi opisal svojo izkušnjo kot zelo pozitivno, saj sem se v kratkem času naučil veliko več kot v 3 letih na faksu. In se tudi dnevno spopadam z mnogimi izzivi na delu na terenu, na delu v pisarni in kot tudi na terenu. Saj kot revizor hodimo gremo do različnih strank in tam opravljamo delo revizije in ja, to je moja izkušnja, zelo dobra izkušnja do sedaj, tako da to je to. Kar se tiče prostih delovnih mest, pri nam je tako, ne, mi vedno iščemo talente in vedno smo odprti, ne, tako da če ima kdo željo, da bi se nam pridružil, naj nam pošlje CV, naj nam pošlje motivacijsko pismo. Mogoče v tem trenutku ne bomo imeli ravno prostora za njega, ampak sigurno ga bomo dali v nek pool
v nek bazen naših kandidatov in takrat, ko se nam bo sprostilo oziroma ko bomo rabili nove zaposlene, ga bomo sigurno kontaktirali.